Uradno štejemo datum, ko je prišla internetna linija v Sloveniji leta 1991, sicer proti koncu novembra, nekega 27. novembra lahko rečemo, da smo dobili to linijo, ki so stekli prvi internetni paketi, do Amsterdama, do Inštituta za fiziko in matematiko, ki so pač sprejemili naše pakete in so se zavezali, da od takrat te internetne pakete pošljajo po svetovnem internetu. Predpriprave pa so trajale veliko dlje. In sicer glavni problem pri tem, da bi se priklopili na internet, je bilo v tem, da nismo mogli dobiti mednarodno linijo, do takrat, bi rekla, delujočih akademskih mrež v Evropi. Sicer veliko srečo smo imeli, da so v letu 88 v Beogradu se odločili, da investirajo v tehnološki razvoj Jugoslavije in so naredili velik razpis. Takrat smo mi kandidirali za projektom tako imenovani UNET, ki je bil dejansko sestavni del Eurekinega projekta. Ta linija mednarodna, ki naj bi prišla v Ljubljano, naj bi bila povezana z javnim mrežo za prenos podatkov, v tem času se je imenoval JUPAK. In to je povzročilo ogromne težave, in sicer zaradi tega, ker je JUPAK bil sprejet kot kritična infrastruktura v Jugoslaviji. Sreč takrat smo imeli druge zasebne, bi rekla, preko enega drugega projekta povezave z zelo pomembnimi ustanovami v Beogradu. To je bil Inštitut za bezbednost, ki je pomagal pri inštalaciji računalniške opreme na Kitajskem in nekako preko njega smo uspeli dobiti kontakte, ki so pač naročili aprila meseca, je to bilo 91. leta, ki so dobesedno sporočili inštitutu, neka ona dođe v Beograd za mene, ker so vedeli, da sem jaz koordinator tega jugoslovanskega projekta UNET, ki je dobil sredstva iz Beograda. Sprejeli so me lepo, sem morala skupaj z njimi šljivovico zjutraj spiti, ker je bila tak njihov običaj. In potem so mi rekli, da bojo dali, smo dovoljenje dobili. Tisti hip, ko sem jaz dovoljenje dobila, smo sporočili v projektu v Bruslju, da je dovoljenje je. In predtem sem pa samoiniciativno nabavila opremo posebno, ker če bi ta privatna linija prišla na inštitut, bi bila direktno v naš računalnik, ker pa je morala priti do javnega omrežja za prenos podatkov, ste morali imeti posebno stikalo, ki nekako je ločil ta del mreže od drugega dela mreže. Na inštitutu smo se po letu 1982 intenzivno začeli ukvarjati z računalniškimi mrežami, ker je bil to trend v ZDA, v Ameriki, tukaj. Zelo smo podpirali razvoj tudi javnega omrežja za prenos podatkov in tukaj Jugoslavija bila v tem času izjemno napredna. Tako da za nas je bilo to dodaten izziv, da smo se soočili z različnimi, bi rekla, z različnimi trendi glede raziskovanja in razvoja mrež. In tukaj jaz sem glede na mojo, bi rekla, znanstveno intuicijo zelo kmalu ugotovila, da tisti starinski model ne bo uspel in sicer zakaj? Ki je bil zasnovan na istem principu, kot je telefonija in telefonsko omrežje. Tako kot danes, če hočete zunaj klicati ali pa če od zunaj hočete Slovenijo klicati, morate 386 napisati. Kaj to pomeni? To pomeni omrežje, da morate sklic posredovati centrali. Eni centrali v tej državi, ki ima to številko in naprej se to. Tako je tudi ta model za prenos podatkov zelo podobno deloval. Internet je pa čisto drugačen. Internet nima centralne nobene inštitucije, ki upravlja. Strežniki za elektronsko pošto se direktno povezujejo med seboj. Uporabnik se poveže z strežnikom, ki ga zanima, ki ima določen za njega zelo zanimive aplikacije in ta strežnik je kjerkoli v svetu. In ta svoboda, ki je ponujal internet, je dejansko in njegova robustnost, neobčutljivost na razne napade in podobno je dejansko prevladala in mu omogočila ta uspeh, kateremu smo priča danes. Današnja rast interneta pa je šla čisto v drugo smer in sicer v smer povezovanja stvari. Ocena je, da bo do leta 2017 skoraj 2 milijarde takih naprav povezanih in to je zdaj ta novi izziv, ki se kaže znanstvenikov, ki je ostalo veliko zadev nerešenih.
In navadni uporabniki, kadarkoli začnejo v internetu se pogovarjati, tako vidijo samo Facebook, pa YouTube, pa Twitter, pa Flickr, pa ne vem kaj. Dejansko odzadaj je veliko večje, bi rekla, naprave in mreže in ljudi, ki so povezane na ta način, da omogočajo lažje delovanje prometa, letališča, tovarn, krmirjenje tovarn, upravljanje z energetskim prenosnim omrežjem, da samo nekaj naštejem, se sploh ne zavedamo, koliko je dejansko ta internetna tehnologija prisotna povsod, v družbi, v gospodarstvu, v izobraževanju in podobno.